Dober dan, dobro jutro mogoče za koga. Lepo pozdravljeni v tokratni tretji izdaji torkovih pogovorov Kultura dialoga. Danes bo rdeča nit znanje in razvoj ter zaščita znanja, zato sta z mano sopredsedujoča Emčen komisije za intelektualno lastnino Eva Gostiša, odvetniška pisarna Jadek in Pensa, in Jaka Repanšek, ustanovitelj podjetja Republis. Lepo pozdravljena, Eva in Jaka. Živjo. Živjo. Jaz velikokrat omenim v pogovorih z odločevalci, da smo eno redkih, če ne edino gospodarsko združenje, ki se ukvarja z intelektualno lastnino. To res večkrat izpostavim, ampak Jaka, mogoče za začetek, kako v naši komisiji vidimo znanje, razvoj in intelektualno lastnino? Ja, hvala lepa, lepo pozdravljam tudi vse iz moje strani. Drži, vida smo ena redkih organizacij, ki nekako poudarjamo tako močno tudi pomen intelektualne lastnine. Govorim sedaj o organizaciji na gospodarskem področju in seveda to vidimo kot nujni sestavni del vsakršne razvojne strategije Slovenije, ne. Naša ključna prednost v tem ne sme biti nikakršnega dvoma v prihodnje, bo seveda v intelektualni lastnini. Tu imamo v Sloveniji še ogromno za storiti. To vidimo tudi kot most med gospodarstvom in raziskovalno-razvojnim sektorjem. O tem bomo verjetno nekaj besed povedali tudi v nadaljevanju. Kot pa sem že rekel, čaka nas še veliko dela tako na regulatornem področju, kot tudi pri izvrševanju pravic intelektualne lastnine in nenazadnje seveda na področju osveščanja, kar je bil vedno kar je bila ena temeljnih dejavnosti ali pa usmeritev naše komisije za intelektualno lastnino. Jaka, jaz se strinjam, prav zato tudi zdaj delamo te torkove pogovore, da skušamo tudi z nepopolnoma strokovno javnostjo deliti, kaj so naše ključne tematike naše komisije. Zdaj, govorimo, da smo Slovenci narod inovatorjev, ampak a se po tvojem mnenju slovenska podjetja zavedajo, v kolikšni meri pomen zaščite intelektualne lastnine? Se tega dovolj zavedajo? Jaz bi rekel, da v veliki meri se zavedajo, oziroma tako bi rekel, vedno bolj se zavedajo. Če gledam neko obdobje zadnjih 20 let, ko je bila intelektualna lastnina, ki jo nekako, bom rekel, zelo laično razdelimo na dva dela, na industrijsko lastnino, to so recimo patenti, pa znamke, modeli, geografska označba porekla in tako naprej, in na drugi strani avtorske pravice, torej zavedanje kakšnih 15-20 let nazaj je bilo na bistveno nižji ravni. Tako jaz bi rekel v politiki, kot tudi v gospodarstvu, no tega zavedanja je seveda vedno več, ne. Zakaj? Tudi ekonomija in gospodarstvo gre vedno bolj v smeri dejavnosti, ki so tako ali drugače podprte z intelektualno lastnino, ne. To postaja nujni sestavni del sleherne poslovne strategije, postaja skoraj najpomembnejši del tudi vrednosti in bilanc podjetij, tako da tega zavedanja je nekaj, seveda pa ga bo potrebno še dvigniti. Vidim predvsem, da je močno zavedanje ali pa močnejše zavedanje in tudi podpora uveljavljanju in zaščiti pravic intelektualne lastnine pri večjih podjetjih, kar je logično, imajo tudi večjo možnost delovanja na tem področju, predvsej manj pa je tega na področju srednjih in malih podjetij, ki pa so hrbtenica slovenskega gospodarstva. Tako da ravno na tem področju vidimo še ogromno dela, seveda pa si želimo, ne, da je to zavedanje prisotno tudi v politiki, da je to zavedanje prisotno v vsaki vladi, da je to zavedanje prisotno v javni upravi in da bi tukaj vendarle nekaj več poudarka sredstev in tudi morda investicij v postopke, v kadre lahko pričakovali v prihodnosti. Ampak naj povzamem, zavedanja je vedno več, vendar pa ne dovolj. Jaka, to kot si omenil, zavedanje politike, k temu bomo šli verjetno na koncu tudi v luči nove vlade in koalicijske pogodbe in kakšen del namenjajo raziskavam in razvoju. Ampak Eva, podjetja so eno tako gojišče inovacij, na drugi strani imamo pa raziskovalne inštitucije, univerze, ki so tudi ene od ključnih točk tega raziskav in razvoja. Kako so po tvojem mnenju te raziskovalne inštitucije povezane z gospodarstvom? Koliko se zavedajo potreb trga? Ja, res je, Vida, mislim, da imamo mi ogromno znanja in kapacitet v javnih raziskovalnih inštitucijah, da pa zaenkrat premalo prihaja do prenosa znanja v gospodarstvo, da bi lahko na tem področju precej več
naredili neko stično točko za to, da se lahko tudi naše javne raziskovalne inštitucije postavijo ob bok velikim zahodnim univerzam, ker sem prepričana, da naši ljudje na teh raziskovalnih inštitucijah so po znanju in sposobnostih povsem enakovredni tujim raziskovalcem, vendar je potrebno morda malo več napora v tej smeri vložiti, zato da bi lahko prišlo do prenosa tega znanja, ker moramo se zavedati, da je intelektualna lastnina tista, ki daje podjetjem dodano vrednost. Ta je tista, ki jim omogoča konkurenčnost, monopol na trgu, se pravi s tem znanjem, ki ga imajo in seveda, ki ga je potrebno tudi primerno zaščititi. In glede na kapacitete, ki jih imamo v javnih raziskovalnih inštitucijah, bi bilo, če bi šle resnično z roko v roki z gospodarstvom, je to zmagovalna kombinacija za Slovenijo. Ja, zdaj mene je presenetilo, ker je pač to specifična zakonodaja, da je bil v začetku leta sprejet zakon o raziskovalni dejavnosti in inovacijski dejavnosti, v katerem pač lahko zdaj po novem zakonu raziskovalne inštitucije ustanovijo gospodarsko družbo. Zdaj, težko je že govoriti o nekih posledicah tega zakona oziroma o zadevi, ki bo bolj urejena, ampak kako je po tvojem mnenju ta zakon, v kolikšni meri je pomemben z vidika neke komercializacije znanja? Ta zakon pravzaprav končno po precej letih prošenj omogoča pravni okvir za to, da se lahko združita v gospodarski družbi javna raziskovalna inštitucija in podjetje. In to je izredno pomembno zato, da lahko pride do učinkovitega prenosa znanja z javne raziskovalne inštitucije na podjetje. Se pravi, da skupaj soustvarjata. To je točno to, o čemer sva prej govorili, o tem, da lahko zdaj gredo z roko v roki naprej. Ampak če pa zdaj, na primer, pogledamo, mi pač imamo v naši komisiji tudi člana ene raziskovalne inštitucije, zelo znane, zelo ugledne, ampak večinoma se pa ukvarjamo z izzivi, s katerimi se srečujejo podjetja. Kateri je tisti izziv, s katerim se največkrat srečujejo podjetja pri teh izumih, ki se ustvarjajo na delovnem mestu, oziroma kot vi, pravniki, odvetniki radi rečete, izumi in avtorske pravice iz delovnega razmerja? Kateri so tisti izzivi? Ja, jaz potem, glede na to, da se kar precej o tem pogovarjamo z našimi člani, bi rekla, da je pravzaprav glavni izziv za naša podjetja nagrajevanje delavcev za izume iz delovnega razmerja, ker moramo vedeti, da je pravzaprav izum edina rešitev, torej izum mora izpolnjevati kriterije za to, da je lahko ščiten s patentom, a to je edina rešitev, za katero je delavec nagrajen z denarjem. To je tudi logično, to je vendarle od delavca ne moreš pričakovati, da bo izumljal, tudi če dela v raziskavah in razvoju, vendarle je to, bi rekla, ena res zelo visoka stopnja dosežka tega delavca in mora biti zato primerno nagrajen. In zdaj ta pravilnik je bil sprejet na podlagi zakona o izumih iz delovnega razmerja, mogoče je kar komplicirano po njem zračunati nagrado. In mislim, da je to glavni izziv za podjetja, kako pravzaprav določiti primerno nagrado, ki bo seveda taka, da bo podjetje to nagrado zmoglo, hkrati pa, da bo tudi delavec čutil, da je primerno nagrajen. Tako da to je pravzaprav glavno vprašanje. So še druge točke, recimo, kjer mogoče ti roki, v katerih morajo delodajalci delavca obvestiti, da izum prevzemajo ali ne, 3-mesečni rok je včasih kar kratek, zato da delodajalec lahko ugotovi, a to sploh je izum, se pravi, izpolnjuje kriterije za patentno varstvo, a je gospodarsko uporaben z vidika delodajalca toliko, da ga bo prevzel. Skratka, ta rok je morda tudi ena od takih kritičnih točk, ki bi bilo
vredno eno debato mogoče vzpostaviti tudi zakonodajalcem, bi ga lahko malenkost podaljšali, seveda z vidika pravne varnosti pa vseeno dobro, da je določen in da ni predolg. To sta, mislim, ta glavna izziva. Tretji je pa tudi, kdo pravzaprav je soavtor oziroma soizumitelj, a je to ta, ki daje neko generalno idejo, ali je ta, ki dejansko sodeluje pri stvaritvi izuma. Tudi s tem vprašanjem smo se že srečali. Žal je sodna praksa javno objavljena precej pomanjkljiva, tako da ni veliko sporov z tega področja in si tudi pri interpretaciji zakona pravzaprav večinoma malo je vprašanj, ki jih naslavlja javno objavljena sodna praksa. No. In enako tudi avtorska dela iz delovnega razmerja. Naš zakon ima določilo, po katerem preidejo pravice na delodajalca za 10 let od stvaritve avtorskega dela, potem se pa vrnejo nazaj k delavcu in jih lahko delodajalec ponovno pridobi ob plačilu primernega nadomestila. Se pravi, ponovno je tukaj vprašanje plačila nadomestila in koliko si delodajalec lahko privošči. Po drugi strani pa delavec seveda mora imeti občutek, da je primerno nagrajen, ker samo zadovoljen delavec lahko tudi dobro dela v svoji službi. Tako da to so ta glavna vprašanja, ki se nam porajajo. Hvala, Eva. Zdaj mogoče, da si bomo znali predstavljati, koliko časa pa ponavadi trajajo takšni postopki, kjer pač vi zastopate eno ali drugo stran, kjer se ugotavlja, kdo je sodeloval pri določenem izumu, a je bila ta nagrada v skladu z njegovimi pričakovanji, tako da si bomo znali malo predstavljati. Ja, zdaj načeloma, kar se tiče tega, kdo je soizumitelj, načeloma mislim, da se to kar delavci sami zmenijo. No, moram tudi reči, da delavci, ki delajo v raziskavah in razvoju, to so res ljudje, ki jim je v veselje, da to delajo. In niti nisem imela nikoli občutka, da bi to delali zaradi denarja. Jim je pa zelo pomembno, prav je, da so nagrajeni, ampak predvsem jim je pa tudi zelo pomembno, da so pripoznani kot izumitelji, ampak načeloma težav pri tem določanju, kdo je soizumitelj, pravzaprav ni. Pravde iz naslova nagrad so pa lahko zelo dolgotrajne. Naša pisarna je imela eno pravdo, ki je trajala 10 let. Aha. Je res je bolje, da se zmeniš, da imaš pravzaprav tudi postavljen interni pravilnik, po katerem se točno ve, kako se nagrada zračuna, da so delavci seveda z njim seznanjeni in da to poteka po nekih utečenih pravilih in postopkov. No, to je vsekakor najbolj zaželeno za podjetje, da ima področje res dobro urejeno in da tudi spoštuje ta postopek prevzema izuma in roke, ki jih zakon določa, ker tudi iz tega ven lahko pride zoperen sodni postopek, no, da tako rečem. Če lahko jaz nekaj dodam, Vida, še Izvoli, Jaka, seveda. Mogoče samo bolj iz področja avtorske pravice. Dejstvo je, da je avtorskih del v delovnem razmerju neprimerno več kot je izumov v delovnem razmerju. To je neprimerljiva količina tovrstnega ustvarjalnega dela, ki ga ščitita pa različna zakona. V tem primeru pri avtorskih pravicah govorimo o ZASP-u, tam govorimo o ZIL-u kot temeljnih predpisih. In tukaj pa vendarle bi rad poudaril, da pa je, kot je Eva že nekako nakazala, kar precej nejasnosti, tako na strani delodajalcev kot na strani avtorjev. Ta zakon, ta 101. člen ZASP-a, ki ga je Eva omenila, v praksi, po mojem osebnem mnenju, ni prav zaživel. To povzroča tudi kar precejšnjo pravno tveganje za delodajalce. Namreč, če v pogodbah o zaposlitvi ta 10-letni rok ni bil ustrezno ali v neki drugi pogodbi ni bil ustrezno korigiran, pa še tu je vprašanje, kako to zares izpeljati pogodbeno, lahko pride do precejšnje negotovosti tudi za delodajalce. To je pa zadnja stvar, ki si jo želimo, kajti kot sem prej povedal, živimo v copyright industries. To so industrije, ki temeljijo na avtorskih delih in vedno bolj živimo v takšnih časih, kjer te industrije pridobivajo na pomenu v
vsakodnevnem življenju in tudi v vrednosti. In zdaj, če je tu neka pravna negotovost, in na to mi ves čas v komisiji tudi opozarjamo, bosta na koncu kratko potegnila tako delavec oziroma avtor, kot tudi delodajalec. Temelj avtorskega prava, njegov namen, če gremo do Gutenbergovih časov leta 1455, ko je bil izumljen tiskarski stroj in smo se prvi začeli zares pogovarjati o avtorskem pravu, če lahko tako rečem, je bil v tem, da se nagradi, da se motivira avtorja, ustvarjalca, da bo čim bolj ustvarjalno deloval za svojo korist ali pa za korist delodajalca. In tukaj nas čaka v komisiji in v gospodarstvu še ogromno dela, tudi na področju avtorskih pravic, da se razjasni, morda tudi nekoliko nadgradi obstoječa regulativa na področju avtorskega ustvarjanja v nekem gospodarskem ciklu, v nekem podjetju, recimo na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Pa ni, veste, problem edini v pogodbah o zaposlitvi, tudi čisto običajne civilno-pravne pogodbe, ki so temelj prenosa materialnih avtorskih pravic v Sloveniji, kljub vsemu še niso dosegle tiste ravni poznavanja, zavedanja ali pomena, ki bi ga pričakovali. ZASP ima kot del civilnega prava eno zelo zanimivo ali pa pomembno posebnost, namreč avtorske pravice se lahko praviloma prenašajo izključno s pisnimi pogodbami. In tega žal ni dovolj, dostikrat so to samo ustni dogovori ali pa sploh ni izstavitev faktur, študentske napotnice, karkoli že, kar niso ustrezni pravni temelji za prenos teh pravic. Zakaj to poudarjamo v naši komisiji? Ker vsakršna pravna negotovost je problematična tako za gospodarstvo, za podjetja, kot za avtorje. In na tem področju, Eva in Vida, bomo seveda v naši komisiji še delovali in še posebej poudarjali ta pomen v naslednjem letu oziroma v naslednjih letih. Samo za dopolnitev. Ja, hvala za dodatek. Sem pa ravno zdaj razmišljala, ko si govoril o avtorskem ustvarjanju, Eva je govorila o izumih. Naš obisk z delegacijo, ki jo delamo vsako leto enkrat ali dvakrat v ZDA, ko smo bili na MIT-ju, so nam z največjim ponosom in tudi na drugih univerzah pokazali. Na MIT-ju imajo celo tak hodnik, kjer imajo pač obešene vse patente, ki so registrirani. In me je pa presenetil pa podatek, ki ga je z nami delil Uroš Čop na zadnjem srečanju komisije prejšnji teden, da se le 5% patentov, ki so registrirani, materializira oziroma komercializira. V ZDA je bilo to 10%. Mogoče to pokomentirata? Ja, to je pa dobro vprašanje, Vida, ker sem ravno prej gledala recimo en podatek iz literature, recimo, da so stroški povezani z razvojem novega zdravila, se pravi z dokončanjem predkliničnih in kliničnih preizkušenj, ki so potrebne za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom, se gibljajo okoli 985 milijonov dolarjev. To sam za okvir, kaj pomeni vlaganje v raziskave in razvoj na področju farmacevtske industrije. In seveda podjetje, ki toliko denarja ali pa tudi v naših proporcijah seveda toliko manj, se trudi, da bi to intelektualno lastnino čim bolje zaščitilo seveda s patenti in potem to ni ena patentna prijava, ampak jih je več in ker skušaš zaščititi vsako točko v razvoju, zato da si zagotoviš to prednost na trgu. In od teh patentov, ki so zaščiteni, jih je približno 5% takih, ki pa zaživijo. To je res neverjetna številka. Tukaj mogoče opozorimo še eno pomembno razliko med industrijsko lastnino, torej patenti, o katerih zdaj teče pogovor, pa avtorsko pravico na drugi strani. Pri patentih Vida ne gre za postopek registracije. Registriraš patent ali zaživi ali ne, v vsakem primeru moraš neko ravnanje, dejanje prej opraviti, da dobiš pravice z patenta. Avtorska pravica pa nastane samo s stvaritvijo avtorskega dela in to je spet nekaj, kar je zelo, zelo kompleksno vprašanje. Pravica nastane, pravica obstaja, pravica je v bilanci podjetja, pravica je, če lahko rečem, v personalni bilanci avtorja, pravica se deduje, pravica ugasne šele 70 let po avtorjevi smrti. Poglejte, to je izjemnega pomena. Če pogledamo danes tehnološka podjetja, pa podjetja z področja IKT industrije, pa komunikacijskih industrij, skoraj celotna vrednost teh podjetij v bilancah so pravzaprav intelektualna lastnina v veliki meri avtorska dela. In če patent recimo čez nekaj časa ugasne oziroma njegova zaščita preneha
veljati. To pri avtorski pravici še dolgo časa ne velja, ravno tako pri sorodnih pravicah, ki so del avtorskega prava, širšega avtorskega prava, kjer je pa ta pravica omejena na 50 let. Tako da, veste, to so vprašanja, ki pa bodo, jaz mislim, da za slovensko gospodarstvo, ki temelji na teh storitvenih, na teh dejavnostih, bodo izjemnega pomena. In mi si želimo, da gre ta beseda in to poznavanje širše od naše strokovne komisije, od Ameriške gospodarske zbornice, ampak da se tega začnemo zavedati tudi na nekaterih drugih ravneh, zlasti pa v srednjih in malih podjetjih, kot sem čisto na začetku povedal, ki pa zares potrebujejo tukaj tudi pomoč in podporo pri ščitenju in izvajanju pravic, izvrševanju pravic iz naslova IP-ja, torej intelektualne lastnine. Ja, in zlasti, če se navežem, Jaka, nate še prej, ko si govoril o pogodbah, mislim, da je zelo pomembno širiti to zavedanje, da se je treba pravočasno takrat, ko se meniš za nek posel, pravilno urediti tudi pravice intelektualne lastnine. Kasneje, ker pogodba se piše takrat, ko si prijatelj, ko se enkrat skregaš, je prepozno, se ne moreš več pogovarjati o tem, kaj je zdaj od koga, od tistega, kar je izvajalec razvil. Tako da ta del, tukaj se mi zdi, da je še kar precej dela, no, in tudi dela pri nas, da osveščamo o pomembnosti pravilno zapisanih določb pogodb. Ja, hvala Eva in Jaka. Zdaj, Jaka, ti profesionalno deluješ na področju, glede na tvojo pač profesionalen background, večkrat omeniš, da smo v obdobju evropskega digitalnega desetletja. Kaj nam lahko o tem poveš, tako da bomo razumeli tudi mi, ki nismo strokovnjaki z tega področja? Drži, zadnje obdobje dela se ukvarjam predvsem ali pa zlasti za področjem digitalne regulative, in ta je dobila z novo Evropsko komisijo pod taktirko von der Leyenove poseben zamah ali pa zalet, bi rekel. Ona je ob inauguraciji napovedala, da živimo v evropskem digitalnem desetletju, in Evropska komisija je tukaj takoj zavihala rokave in začela pripravljati, nekaj se jih je pripravljalo že v prejšnjem mandatu, nekaj pa, ali pa velik del pa pod novo komisijo, zelo obsežen, jaz bi rekel, revolucionaren paket digitalne regulative v 27-terici z ciljem, da Evropa postane globalni regulator na tem področju. Zdaj, globalni regulator, recimo je lep primer, je GDPR, torej Splošna uredba o varstvu podatkov, kjer je Evropa uredila neko področje znotraj 27-terice oziroma celo nekoliko širše v evropskem gospodarskem prostoru, ampak z namenom in s ciljem, da bi jo počasi tudi druge jurisdikcije na globalnem trgu oziroma na svetu začele posnemati. No in če bi bil GDPR en tak prvi kamenček v tem mozaiku, pa zdaj seveda govorimo o ogromnem paketu digitalne regulacije. Ne naštejem samo nekaj takih aktov, ki jih bo moral čisto vsak, ki se ukvarja, jaz bi rekel, s čemerkoli povezanim z digitalnim poslovanjem, zelo dobro poznati v naslednjih letih in ne samo, in v celotnem tako imenovanem digitalnem desetletju. Akt o digitalnih storitvah, Digital Services Act, akt o digitalnih trgih, uredba o elektronski zasebnosti, uredba o umetni inteligenci, zelo pomemben pred nekaj tedni objavljen je akt o podatkih, Data Act, ki bo revolucionarno spremenil način izmenjave in uporabe ogromnih količin podatkov, ki jih generirajo naprave, ki jih generirajo podjetja, z namenom dostopa do teh big data podatkov, do teh podatkov strani tudi manjših podjetij, start-upov, ki bodo lahko na podlagi teh podatkov, ki jih bodo pridobila, ne da bi bilo za to potrebno odšteti ogromna sredstva, lahko razvijala nove storitve in nove digitalne produkte, torej akt o podatkih, Data Act, in še bi lahko našteval. Ta sveženj obsega preko 20 pomembnih digitalnih predpisov. V veliki meri, kar sem zelo vesel, je, da se oblikujejo v obliki uredb in ne direktiv, kajti uredba je precej močnejši pravni oziroma zakonodajni akt, ki ga ima na voljo Evropska unija. Velja namreč neposredno v vseh državah članicah, predvsem pa, kar je pomembno, velja v enaki obliki na celotnem evropskem trgu. Pri direktivi smo opazili dostikrat težavo ali pa
pomanjkljivost v tem, da so lahko posamezne jurisdikcije znotraj Evropske unije zelo po svoje tudi prilagajale nekatere rešitve, ki jih je zarisala direktiva, in zlasti Slovenija je tukaj kar nekaj priložnosti v preteklosti zamudila. Žal ugotavljamo, da se dostikrat lotevamo implementacije direktiv zelo restriktivno, zelo strogo, zelo črkobralsko, medtem ko nekatere druge jurisdikcije, druge države, članice znotraj istega okvirja to vendarle nekoliko fleksibilneje, nekoliko moderneje, nekoliko bolj z ozirom na prihodnost implementirajo v notranjo zakonodajo in so zaradi tega konkurenčna. Tukaj smo videli tudi kar nekaj odlivov tehnoloških podjetij, medijskih podjetij, recimo športnih kanalov in podobno v jurisdikcije izven Republike Slovenije, ravno zaradi tega, ker smo morda pri nas nekoliko prestrogi, ko gre za implementacijo direktiv. No, uredbe pa se ne implementira tako, veljajo torej neposredno in enako, in ta sveženj evropskega digitalnega desetletja, ta zakonodajni sveženj, so torej praviloma uredbe. Te uredbe bodo drastično spremenile poslovne modele evropskih podjetij, pa tudi tistih podjetij, ki delujejo na evropskem trgu. Zelo bodo spremenile ali pa uredile tudi pravice in svoboščine vseh nas. To je glavni namen uporabnikov digitalnih storitev. Torej digitalizacija, njena regulacija izhaja iz uporabnika, iz človeka. In tem pravicam in svoboščinam in skrbi za to, da je posameznik čim bolj digitalno pismen, da lahko ta orodja digitalna, ki so mu na voljo, pametno, pravilno in usmerjeno uporablja v svojem življenju, pa ne gre za izobraževanje, za delo, za prosti čas. Iz tega moramo izhajati, po drugi strani pa seveda Evropska unija ne sme sprejemati regulative, ki bi bila tako restriktivna, da bi nas kot Evropo delala kot nek otok, zaprt otok, preveč nekonkurenčen, vizavi recimo nekaterim drugim panogam, oziroma drugim jurisdikcijam na globalnem trgu, s katerimi sodelujemo in tudi tekmujemo. Ne dam sam za podatek, za informacijo, recimo en podatek je še vedno kar, bom rekel, interesanten in zaskrbljujoč. Med 15 največjimi digitalnimi podjetji na svetu je samo ena, pa še to pogojno evropsko podjetje. Vsa ostala podjetja, ki krojijo vsak dan naših digitalnih tržnic, iskalnikov, vsega, kar počnemo v digitalnem svetu, je torej nekako prihaja iz jurisdikcij izven Evropske unije. Jaz mislim, da je prihodnost v sodelovanju, prihodnost je v tem tudi, da v Evropski uniji tudi na podlagi te regulative, ki bo pametno usmerjena, sodelovalno usmerjena, razvijamo evropski digitalni trg. To pa pomeni, da jo razvijamo in implementiramo tako, da ne izključujemo partnerjev, zlasti pa partnerjev, ki smo jih zgradili na tem področju, na čezatlantskem področju, ker tukaj pa je 20-letna tradicija našega sodelovanja in razvoja, skupnega razvoja tudi, ki je izjemno pomembna tudi v prihodnosti. Tako da digitalni paket, vida je tudi to nekaj, kar bomo in smo že vključili v program dela naše komisije, torej z nekega ožjega intellectual property, intelektualna lastnina področja, širimo delovanje in zavest tudi na področje drugih digitalnih, bom rekel, svežnjev ali pa regulacij, in tako bomo počeli tudi v prihodnje. Je pa še nekaj, da zaključim to. Izjemna priložnost za Slovenijo, vsa nova zakonodaja na digitalnem področju, ki se sprejema, usmerjena je pomembno v razvoj in spodbude srednjih in malih podjetij v Evropski uniji. Če bomo to znali izkoristiti, lahko zares pridemo do konca tega digitalnega desetletja med 5 najbolj razvitih digitalnih ekonomij in družb. Ne le ekonomije, jaz pravim tudi digitalnih družb, ki enako pomembno tudi ščitijo digitalne človekove pravice v torej tem digitalnem desetletju, in upam, da se bo to tudi storilo. In naj za konec dam tudi veliko pohvalo javni upravi tukaj, to se pravi našim strokovnjakom na ministrstvih v zadnjem 3, 4, 5, 6 letih, ki so delali na področju digitalne regulative na nivoju Evropske unije. Zlasti se je to pokazalo kot izjemno dobro v času slovenskega predsedovanja, to slovensko znanje, ki ga imamo na tem področju, kajti Slovenija je tukaj uspela v 6 mesecih narediti pomemben preboj na nekaterih res težkih digitalnih svežnjih. Na prvem mestu bi recimo omenil akt o digitalnih storitvah, kjer smo storili praktično vso delo, tako da lahko Francozi sedaj poberejo smetano in zaključijo s tem v času svojega predsedovanja. Toliko z moje strani. Jaka, odgovoril si tudi na vsa moja podvprašanja, ampak se pa strinjam s tabo, da imamo Slovenci in tudi, ko si omenil
javno upravo. Kar nekaj teh ljudi smo gostili mi v naši komisiji, pa tudi v komisiji pripravljeni na prihodnost, ki se ukvarja pa potem tudi s kibernetsko varnostjo in še čem. Tako da zdaj pa samo še za konec, ne morem mimo koalicijske pogodbe. Jaz sem jo zelo podrobno prebrala, tudi z namenom, da vidim, koliko je posvečenega tem 70 plus stranem znanju, razvoju, zaščiti znanja. Kaj si vidva obetata v prihodnje? Več denarja za raziskave in razvoj? Kako vidva to vidita res na kratko, ker evo, imamo še pol minutke. Eva, izvoli. Ja, mogoče dve točki, ki sta meni posebej padli v oči in sem vesela, da je koalicija naslovila ti dve vprašanji in to oboje, pravzaprav prva točka je prenos znanja in sicer usklajevanje visokošolskih izobraževalnih in raziskovalnih kapacitet z raziskovalnimi in inovacijskimi potrebami slovenskega gospodarstva. Se pravi, tukaj prihajamo v to z roko v roki. Drugo pa je, da so prepoznali tudi potrebo po zagotavljanju zagonskega in tveganega kapitala. To se navezuje pa na ta moj podatek, koliko dejansko denarja ti moraš imeti za to, da lahko raziskave in razvoj izvajaš do pravi meri, da tako rečem. Super, hvala Eva, izvoli Jaka. Jaz bi popolnoma podprl, oziroma se strinjam z vsem, kar je Eva povedala, bi pa dodal, več denarja je seveda osnova, pomembna bo tudi pametna regulativa, odličnost v javni upravi, ta del morda nekoliko, absolutno se mi zdi, da ga je potrebno še bolj poudariti v izvajanju same koalicijske pogodbe, konkurenčno okolje, spodbude za podjetja, namreč raziskave in razvoj imajo pomemben temelj na znanju, ki se generira v podjetjih in gospodarstvu. In več kot bo tukaj spodbud za razvoj in raziskave, ne le finančnih, lažje bo izpolniti zaveze z koalicijske pogodbe in drugih strateških dokumentov, ampak absolutno pozdravljamo namen koalicije na tem področju, da se torej dvigne nivo investicij in jaz upam, da še tudi na drugih področjih intenziteta dela na področju raziskav razvoja. No, in če za konec rečem tudi varstvo intelektualne lastnine. Jaka, in s temi tvojimi vajnimi optimističnimi besedami zaključujem prvi tak pogovor Kultura dialoga z sopredsedujočima Komisije za intelektualno lastnino. Hvala vama. Verjetno letos še kdaj se si želimo ta naša stališča razširiti tudi v splošni javnosti. Tako da hvala vama in imejte lep dan. Hvala Vida, hvala vsem, lepo se imejte. Hvala, adijo, lepo se imejte.